Vojaški muzej Slovenske vojske, ki ima sedež v vojašnici Rudolfa Maistra v Mariboru, je v Kamniku pripravil razstavo Vojna za Slovenijo. Odprtja razstave se je udeležilo občinsko vodstvo in tudi številni veterani vojne za Slovenijo. Navzoče je najprej pozdravil kamniški župan Marjan Šarec. Čeprav so nekateri trdili, da je bila ta vojna operetna vojna, da ni bila prava vojna, da je trajala premalo časa, da bi bila prava vojna, vendar le danes vemo, da je bila to izredno težka preizkušnja za Slovenijo, težka preizkušnja v tistem času, saj so padale tudi žrtve. Nedaleč od nas v Trzinu, vemo, je dal življenje teritorialec Edvard Peperko in današnja razstava je dokument časa, da bi tisti, ki morda takrat še niti niso bili rojeni, lahko videli, kaj se je takrat dejansko dogajalo. Tudi v šolah morda ni vedno prikazano vse tako, kot bi moralo biti, pa vendarle moramo jemati tisto obdobje celostno in treba vedeti, kaj se je takrat dogajalo, kje smo takrat bili in po čem smo stremeli. Samo razstavo pa je predstavil njen avtor Blaž Torkar. Razstava Vojna za samostojno Slovenijo 1991 je ena od občasnih razstav Vojaškega muzeja, s katero gostujemo širom v Sloveniji, še posebej letos, ko je 20. obletnica slovenske osamosvojitve. Razstava ne predstavlja samo tistih 10 dni vojne, ampak te dogodke umesti v nek širši kontekst, tako da obiskovalec dobi tudi eno bolj obširno znanje, zakaj je do te vojne prišlo. Tako da začetek razstave predstavlja vse te zgodovinske prelomnice, konec 80-ih let, razpad blokovske ureditve sveta in dogajanje v Jugoslaviji, konec 80-ih let in prve pobude po slovenski samostojnosti, od 57. številke Nove revije do procesa proti četverici in potem do prvih volitev večstrankarskih in potem do pomembnih dogodkov, kot je ustanovitev manevrske strukture narodne zaščite, do prvih učnih centrov teritorialne obrambe in to nas potem pripelje do tistega znamenitega 26. junija, do proslave na Kongresnem trgu. Potem pa razstava predstavi vsak dan posebej, kaj se je dogajalo širom po Sloveniji, pomembnejše spopade, dogodke in nekako zaključi z Brionsko deklaracijo, z zamrznitvijo slovenskega osamosvajanja in potem do tistega zadnjega dogodka, to je odhod jugoslovanske armade iz slovenskega ozemlja.